Dober večer vsem. Torej, tudi ta goriški večer je pod okriljem Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki je, kakor kaže, torej dogajanje v Sloveniji je ta hip tako, da je to združenje edino združenje, ki še živi vrednote dosežene z odcepitvijo od prejšnje države. Upam, da ne bomo nikdar pozabili ta edinstveni zgodovinski trenutek pred 34 leti. Gost nocojšnjega večera je gospod Valentin Areh, ki ima včasih trnovo pot prav zaradi omenjenih vrednot. Pogovor z vojnim dopisnikom, profesorjem in publicistom bo vodil gospod Renato Podbersič. Prijeten večer. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani vsi Goričanke in Goričani, vsi ljudje dobre volje, ki ste se zbrali na današnjem po Martinovem večeru in prišli prisluhniti besedam, tehtnim besedam, to vam obljubljam, mojega sošolca s fakultete, Valentina Areha, doktorja Valentina Areha. Poznava se 34 let, pa še kakšen mesec. Je rojen Ljubljančan, kljub temu nas nikoli ni gledal po strani tiste, ki smo prihajali iz podeželja, tudi če smo prihajali iz zahodnega podeželja. Šalo na stran. Človek, s katerim sva vedno gojila spoštljiv prijateljski odnos, se tudi veliko pogovarjala. Verjemite mi, je neusahljiv vir zgodb, takih in drugačnih. In zato smo ga povabili, da pride med nas, Goričane, ki obiskujemo, soustvarjamo goriške večere že nekaj let, da del svoje prezence, svoje preteklosti deli z nami. Ker sva bila sošolca in se tikava že toliko let, ne nosiva kravate, kot sicer tudi ne na goriških večerih, in se bova tikala. Kot ste ugotovili iz uvoda, je Valentin študiral zgodovino, pa zraven še sociologijo. Magistriral je iz sociologije, sicer iz ameriških volitev, in potem tudi pred par leti doktoriral na fakulteti za menedžment. Trenutno je po vseh peripetijah, ki so se mu zgodile v življenju, je predstojnik oddelka za medije na fakulteti za uporabne družbene študije, torej medijski človek. Marsikdo od vas ga pozna po njegovem delu kot vojnega dopisnika. Torej je vojni dopisnik, je nekdanji urednik na različnih televizijah, začel je na Pop TV-ju, na koncu je bil na nacionalni televiziji, se ga boste spomnili, kar nekaj let kot urednik notranje redakcije, urejal je tudi poročila, pa potem predvsem Odmeve. Bil je potem tudi nekaj časa direktor televizije, dokler ga niso zelo poniglavo in nič kaj džentelmensko odpustili, tako da je, kot veste, zdaj pred par tedni na sodišču zmagal, ampak saj veste, kaj pomeni pri nas zmaga pred sodiščem proti sistemu, ki je presneto trdno v sedlu. O tem in marsičem drugem bomo govorili v današnjem večeru. Najprej se ti, Valentin, zahvalim, ker si prišel. Konec tedna je petek in si se pripeljal iz Ljubljane, da z nami, Goričani in Goričankami, podeliš svoje življenjske izkušnje. Moram priznati, da se te spominjam iz prvega nadstropja Filozofske fakultete na Aškerčevi v Ljubljani, kjer je bil oddelek za zgodovino, tam je bila predavalnica 102, kjer smo študentje v nedogled, predvsem študentje, nedogled modrovali in opazovali študentke.
Predvsem se pa spominjam tistih pomladnih dni leta 1993, ko je divjala vojna na Balkanu in si prišel iz tvojega prvega poročanja, ko si poročal iz Kninske krajine, si poročal iz Bosne in prišel si ranjen na oddelek za zgodovino. In smo te študentje gledali nekoliko tako čudno, študentke pa zelo s strahom, češ kdo je prišel zdaj z bojišča, pa se je prikazal na oddelku. Naj še to povem v uvodu, ko predstavljamo gosta. Bil je v jugoslovanski vojski v letih 90-91 in to ne kjerkoli. Bil je v Kninski krajini, v Mladičevi Kninski krajini in to v vojni policiji. Pa si lahko mislimo, kaj je že takrat doživel v svojih mladih letih. Se vrneva spet k tvojim mladosti, ki te je potem tudi zaznamovala. Kaj pravzaprav mladega človeka, mladega študenta zgodovine in sociologije, rojenega Ljubljančana, odnese na bojno polje? Torej, iti pri 22, 23 spremljati krvavo vojno na Balkanu ni mačji kašelj. Kako bi to zgodnje obdobje opisal? Ja, najlepša hvala za besedo, Renato, najlepša hvala za povabilo, najlepša hvala tudi vsem vam, ki ste prišli na ta večer. Dolga leta je praktično moja služba, da zbiram zgodbe iz življenja. Jaz verjamem, glede na to, da ste starejša publika, da imate tukaj med vami bistveno bolj zanimive življenjske izkušnje, marsikdo med vami. Tokrat sem v drugi vlogi, da jaz govorim o nekih zgodbah, ki so se mi zgodile. Zdaj, ko govorimo o vojnem dopisništvu, moram povedati, da zakaj sem sploh prišel v 91. leta v to situacijo, je praktično naključje. Nikoli v življenju nisem si mislil, da se bom ukvarjal z novinarstva. Vedno je bila moja strast in ljubezen, tako kot tvoja, Renato, zgodovina. Ampak same situacije, torej življenjske okoliščine so nas porinile takrat leta 91, konec 90. leta na neka, bom rekel, nemirna vojna območja. Tako kot mnogi od vas sem bil tudi jaz razporejen, torej leta 1991 v Jugoslovansko ljudsko armado. In sicer bil sem pripadnik enot v Bihaću, na največjem vojaškem letališču Željeva. Zanimivo je, da smo takrat bili, zdaj bom tako povedal, mene je pritegnilo vojno dopisništvo zaradi dveh razlogov. Prvič zato, ker sem videl, da se pred mojimi očmi, ko se dogaja nek konflikt, ko se dogaja neka vojna, da se pred mojimi očmi dogaja zgodovina in da sem jaz del te zgodovine. In to se mi je zdelo zelo fascinantno in to je tisto, kar me je privleklo v vojno dopisništvo, plus tega, da sem seveda v vsakih konfliktnih območjih, v vsakih vojnih območjih ste vi kot opazovalec priča tudi neizmernemu trpljenju ljudi. In ko vidite to trpljenje ljudi, sem jaz čutil nekako dolžnost, da o tem spregovorim, da o tem govorim drugi, da nisem samo zgodovinar, da po 20-30 letih pišem o tem in analiziram dogodke, ampak da zdaj ta trenutek povem, da ljudje v vsaki vojni trpijo in se mi je zdelo prav, da širša javnost to izve. In to je bil potem tisti nek moment, da sem jaz potem, ko sem bil v jugoslovanski vojski v Kninski krajini, pa potem v Sarajevu, pa je potem prišel do razpada Jugoslavije in sem nadaljeval najprej na vojni na Hrvaškem, pa vojni v Bosni, pa potem na Kosovu, pa druge vojne. Da sem šel iz vojne v vojno prav zaradi te, bom rekel, po eni strani radovednosti, kaj se tam dogaja, ker se dogaja zgodovina, po drugi strani pa, da sporočim ljudem, da je vojna nekaj slabega, da ljudje trpijo v njem in sem poskušal biti glas vseh tistih, ki trpijo v vojnah. Zdaj, tukaj, če dovoliš, Renato, bi povedal eno zanimivost, ki glede na to, da ste starejša publika in zelo dobro se spomnite tistih let 90. 91. leta, ko se je Jugoslavija razpadala. Jaz sem bil takrat
pripadnik Jugoslovanske vojske in mi je danes, ko poznam zelo dobro vsa ozadja, politična ozadja, ko imamo iz Haaškega sodišča številne izjave najvišjih poveljnikov Jugoslovanske vojske in tudi dokumentacijo službe državne varnosti, tako obveščevalne službe in tako naprej, se mi zdi zastrašujoče, ne glede na to, da sem bil takrat del zgodovine kot vojak, kako malo smo mi vedeli, kaj se dejansko v ozadju dogaja. Mi smo takrat v Bihaću, jaz sem bil v enotah vojne policije, smo hodili razoroževati vojne policijske postaje. Zelo dobro se spomnim, da smo po lokalnih mestih hodili in smo zaplenili torej policijskim postajam orožje. Takrat se temu ni rekel zaplenili, ampak policija je mogla, šlo je za razoroževanje teritorialne obrambe in policije, kar je bilo tudi v Sloveniji, v Sloveniji se je potem delček, so potem uspeli zavarovati tega orožja, ampak mi smo šli zelo dobro se spomnim, takrat smo šli v Bosanski Petrovec, načelnik policije je bil tam Bošnjak. In Bošnjak je mene takrat rekel, jaz sem bil takrat mlad vojak, je rekel, vzemite vso orožje, ki ga imamo. In še odkril je še neko orožje, ki so ga kolegi, eno od policijskih kolegov, Bošnjak, je rekel, daj, pustimo raj to v policijski postaji za vsak slučaj. Je rekel ta načelnik policije, ne, Jugoslovanska vojska je poštena, ona bo zavarovala nas, vse orožje moramo predati. In celo od doma, mi smo hodili po domove oficirjev in smo njim vzemali orožje, oziroma ne vzemali, predajali so nam ga v Bihaću. Ampak meni se sanjali ni takrat, da hodimo samo v domove hrvaških in bošnjaških oficirjev Jugoslovanske ljudske armade. Nikoli nismo šli do srbskega oficirja. Torej, srbski oficirji so Jugoslovanske ljudske armade so ohranili orožje doma. Policijske postaje, kjer so bili srbski načelniki in večina srbskih policisti so ohranili orožje. Ampak mi tega nismo vedeli. In kar je bilo najhujše, ko smo prenašali to orožje, veste, ko smo prenašali to orožje v vojaško bazo, je 2-3 tedne kasneje to orožje z tovornjaki so vozili v Knin Martićevim policistom, da so začeli vojno proti hrvaški policiji. In to je bilo nekaj obsupljivega, kar smo mi pred našimi očmi se je dogajalo, da je uradna vojska države, ki je nam govorila, mi smo za bratstvo in enotnost, mi smo za poštenost, za razložitev vseh skupin, ampak ta ista vojska je tajno oboroževala hrvaške Srbe, ne vse, samo tiste, ki so bili voljni podpirati Miloševićeve načrte, in je tajno oboroževala bosanske Srbe. In to je bilo dokazano potem tudi na Haaškem sodišču. In zdaj, če zaključim ta del, bi rekel, kar je meni bilo tudi najbolj osupljivo, je to, da sem se jaz v tistih dnevih, tik pred izbruhom vojne v Jugoslaviji, kot vojak, mlad vojak, pogovarjal s številnimi v Bihaću, številnimi ljudmi, preprostimi ljudmi. In veste, če se spomnite, v 90-ih letih se je precej govorilo o tem, joj, kaj če pa vojna izbruhne. Ljudje je začeli malo skrbeti. In jaz sem se z hrvaškimi Srbi v Ličko Petrovem selu, to je zraven naše vojašnice, pogovarjal, pa smo vprašali, a vas skrbi, da bi kakšna vojna bila? In so si rekli, ne, tukaj ne bo vojne, mi smo s Hrvati, smo isto, obstajajo neki problemi, nihče, niti od Srbov, si ni želel vojne, noben normalen, preprost, pošten človek si takrat ni želel vojne, ker so rekli, mi imamo službe, mi imamo otroke, mi imamo svojo neko prihodnost. Kdo se bo boril? In so nam rekli, kategorično so mi zagotovili, da tega ne bo. Ampak kaj sem ugotovil? Da pri nam, ko so hodili, to je lovački dom, smo rekli, so hodili oficiri te kontraobveštajne službe. To se pravi varnostne službe, JLA. In te so orožje dajali posameznim Srbom, ki so bili naklonjeni Miloševiću. In teh so spodbujali. In jaz sem sam videl, kako so Srbom govorili, ker so Srbi rekli, mi ne bomo se borili, mi se nočemo boriti, mi hočemo s Hrvati, če bo Hrvaška demokratična država, mi hočemo nek skupen jezik najti. In jaz sem slišal, kako je ta oficir, torej Kosa, razlagal običajnim ljudem. Pa vi veste, da v Zagrebu so ustaške enote, da bojo prišle in se pripravljajo na to, da vas bojo vse pobile, vse vasi. A se vi spomnite leta 41, 45?
Torej, načrtno, sistematično so posamezniki in posamezne državne inštitucije z izgovorom seveda tudi, da bojo uničili partijo, da bojo uničili socializem, ker edin partija, edin socializem lahko njih zaščiti in zaščiti neko demokracijo v državi, kar je ironija, ampak oni so načrtno hujskali ljudi in jih strašili in potem po tem enem sestanku so potem ljudje rekli, ki so bili zelo miroljubni, so rekli, ja pa to pa groza, mi se pa moramo upreti, pa si nas bojo neke ustaške enote nas bojo pobile. Se pravi, načrtno so širili paniko in strah, da je potem prišlo do te vojne. Ostaneva še malo na bivši Jugoslaviji. Dal si skozi številna bivša jugoslovanska bojišča, Hrvaška, Bosna, Kosovo. Bil si tudi zajet strani Srbov na Kosovu, ko so v drugi polovici 90-ih let tam razplemteli se spopadi, šlo ti je za nohte, ampak bi podelil z nami, ostanemo zgolj pri bivši Jugoslaviji. Katero od teh bojišč je bilo najbolj kruto, najbolj hudo, najbolj krvavo po tvojem mnenju? Absolutno Bosna. Absolutno Bosna. Če stopim korak naprej, bil sem, to se pravi, marca 91. leta sem bil premeščen na letališče Nedžariči, torej na letališče v Sarajevu. Imeli smo vojaško bazo v sarajevskem delu Nedžariči in tam sem se isto z ljudmi pogovarjal. In isto Srbi, Hrvati so rekli, mogoče lahko pride vojne na Hrvaškem, ampak v Bosni ne bo, ker smo vsi pomešani, sploh Sarajeva, vsi smo skupaj, smo poročeni in so rekli, ne bo. Ampak glejte, takrat smo imeli aprila 91. leta smo imeli vojaške vaje. In jaz kot poveljnik straže sem dobil v vojašnici, sem dobil ukaz, da moram pripraviti vse za rezerviste, da jim razdelimo orožje, da grejo na 4-5 dnevno vajo. In ti rezervisti so prišli nič neobičajnega. Meni se sanjali ni, da bi bilo kaj narobe. Ampak takrat se dobro spomnim, da je vojak Tomislav Papac iz Pule, Hrvat, je prišel do mene, rekel, druže desetarju, je rekel, a vi vidite, da so med rezervisti upoklicani, kdo so upoklicani rezervisti v Sarajevo? A veste, Sarajevo je bilo mesto, kjer so bile vse nacionalnosti izbrane. In jaz seveda ne vedem, kakor sem bil takrat mlad fant, jaz nisem ločil po imenu in priimku kot Slovenc, niti kdo je Hrvat, niti kdo je Bošnjak, niti kdo je Srb. In on je meni začel brati imena. Same Srbe so upoklicali. To je 1 leto preden je kakršnakoli vojna v Bosni izbruhnila. Torej, preden je sploh vojna v Sloveniji izbruhnila, so oni delali jugoslovanske ljudi, jaz takrat mu nisem verjel. Sem rekel, pa zihar je neko naključje, pa ne vem, pa je rekel, kako je lahko naključje v večetničnem mestu, da ti izbereš samo recimo Hrvate, da se javijo kot rezervisti, pa samo Bošnjake, v tem primeru so bili samo Srbi. Pa sem se rekel, pa ne vem, in pri tem je ostalo. Čez 1 leto pa pol sem razumel, zakaj je. Ampak to nepričakovanost vojne, ko je vojna izbruhnila, zakaj je zame Bosna bila največja, bom rekel, v času Balkana, največja tragedija, povsod drugje so nekako pričakovali, da bo vojna izbruhnila. V Bosni so do zadnjega trdeli, jaz vam povem, ko je bila vojna v Sloveniji, sem bil v Sarajevu v vojašnici in jaz sem se odločil, da pobegnem. Imel sem zelo dobro izhodišče, jaz sem bil poveljnik straže, in cela straža, cela vojašnica na sarajevskem letališču je bila zavarovana kar precej, zaradi napetih takrat razmer, je bila zelo dobro pokrita straža. Jaz sem bil seveda poveljnik tem stražarjem in sem vedel, da če bom splezal čez ograjo, pa bom pobegnil, te stražarji me ne bojo ustrelili. Ne bojo mi nič naredili, ker jim bom jaz ukazal, naj gre na neko področje in tako naprej. Ampak vedel sem, da tisti trenutek, ki me bojo videli, da grem čez, bojo javili. Bojo javili komandi in me bojo poiskali in pa je zelo mehna možnost, da ti uspe pobeg. Tle je bil še en moj kolega Anton Gruden, edin 2 Slovenca sva bila v vojašnici. Ampak kaj? Del vojašnice, to se pravi, južni del vojašnice je bil zavarovan s psi, ki sem jih jaz tudi ful dobro poznal, ker sem vsak dan pač mimo šel. In so se odločila, da pobegneva točno tam, ki je tisti del vojašnice, ki so varovali psi, ker psi na nas niso lajali
in mi smo samo šli čez ograjo. Ampak hočem vam povedati to, ko smo zbežali, sem jaz slišal na vlaku, ko so se ljudje pogovarjali, znaš, kao, došlo je do rata v Sloveniji in tako naprej, in so govorili Bošnjaki, pazite, Bošnjaki so govorili, pa to je treba te Slovence vse potamaniti, oni nam rušijo Jugoslavijo, oni so bili 100% za Miloševića, verjeli so Miloševiću, da Milošević hoče neko demokratično državo učuvati, pač naivno so verjeli so v JLA, kako lahko Slovenci napadajo našo jugoslovansko ljudsko armado, ki je poštena, to, da jugoslovanska vojska, da je s tanki streljala v Radgoni, pa to je čista laž. In ko slišite take stvari, da ljudje ne verjamejo preprostim dejstvom, ste seveda šokirani. Ampak kaj se je zgodilo? Čez eno leto oni so, ko so JLA zgubila vojno v Sloveniji, so vsi ti tanki, vse te vojaške kolone so prišle v Bosno. Spomnite se, pričakali so jih s cvetjem, ne samo Srbi, tudi Bošnjaki. Hrvati jih videti niso mogli, so vedeli, da se vojna seli v Bosno, ampak nobenih hotel ni poslušati. In takrat so jih pričakali s cvetjem. Kolegi Bošnjaki so mene rekli, kaj ste vi naredili našim vojakom v jugoslovanski ljudski armadi. In zdaj, da pridem do tvojega govora, da končam, par mesecev kasneje je ta ista jugoslovanska vojska začela streljati na te Bošnjake, ki so jim dajali cvetje, pobijati, posiljevati, požigati njihove vasi. To je bil tak šok, da jaz so 4 leta, pol, ko sem z njimi delal, ko sem hodil pokrivati vojno v Bosni, sem vedno do tega prišel, da so oni rekli, ne moramo verjeti. To je bil tak šok, da se je to zgodilo in potem posledično krvavi boji, torej vojni zločini, pobijanje civilistov, posilstvo. Bil sem tudi po svoji Srebrenice prihajal, naredil sem za Italijo Uno, smo naredili dosti dober odmeven dokumentarc tudi o ljudeh iz Srebrenice. Jaz sem najdel ljudi, ki so jih dali na množična grobišča, so streljali na njih, padli so v grobišča in so se delali mrtve in so potem ene 4-5 smo jih imeli, ki so preživeli, ki so pobegnili, ki so te množične poboje preživeli in so potem bili v Hagu tudi zaščitene priče in so pričali o tem. Njihove zgodbe, lahko vam, če vas zanima, vam lahko kakšno povem, to so grozljive in so zelo identične zgodbe leta 45 tem pobojem. Ne? In tudi jaz, ko sem Srbin govoril, pa ko ste lahko to delali, pa so rekli, pa saj v Jugoslaviji se je vedno pobijali, tudi med drugo svetovno vojno se je pobijali, pa je kdo kaj odgovarjal. Ne? In so bili presenečeni, a zdaj moramo pa za Srebrenice odgovarjati. Nisa obdelala samo Jugoslavijo, bivšo Jugoslavijo, propadlo Jugoslavijo, ti si bil vendarle vojni dopisnik v Čečeniji, bil si vojni dopisnik v Afganistanu. Napisal si številne knjige, vabim spoštovane gospe in gospodje, da si vzamete v roke, mogoče v knjižnici sposodite, mislim, da si avtor enih 5 knjig z tvojih vojnih reporterskih poti. 3, dobro. V glavnem, vendarle, ko si pripovedoval, ko si deskribiral tudi na nacionalni televiziji, te je pa zelo pretresla zadnja vojna, kmalu bo 4 leta, kar je izbruhnila vojna v Ukrajini po ruskem napadu februarja 1922. Že kot urednik si se odpravil tja, torej njegovo pot smo plačali vsi tukaj prisotni, davkoplačevalci nacionalne televizije. Ko si prišel pa domov, so ti zelo, zelo rezali tvoje prispevke, nekateri so končali v bunkerju. Torej, poslali so te z RTV Slovenija, ko si prišel domov, pa mislim, da so 2 ali 3 prikazali, drugi so končali v bunkerju. Naj ob tem povem, morda ni odveč, nekateri veste, da je bil eden redkih novinarjev, ki je obiskal bojišča na najbolj hudih izpostavljenih delih, Časov jar, Bahmut, to je tam v Doneškem bazenu, o katerih mi slišimo samo po televiziji oziroma elektronskih medijih. Valentin, današnji gost, je tam bil. Kakšen je to po tvoje milje teh ljudi, kakšen je preskok v glavi, da ti ne objavijo lastni kolegi, ko imaš ekskluzivno zgodbo? Ja, dovolite mi, da po vseh teh vojnah, kjer sem bil v Čečeniji, pa Iraku, pa Afganistanu in tako naprej, da me je pa daleč najbolj presenetila vojna v Ukrajini.
če sem rekel prej, da je vojna v Bosni bila res kruta, res težka in tako naprej, izpade kot otroška igra v primerjavi z vojno v Ukrajini. Da vam ponazorim, kaj je vojna v Ukrajini. Recimo v Sarajevu, ki se je nam zdel najbolj nevarno, ali pa tudi Mostar, zelo nevarno, torej ves čas boj, bombardiranje, topniško obstreljevanje in tako naprej. V Sarajevu smo nekako bili navajeni, da so Srbi obstreljevali mesto recimo 2-3 ure in potem je bilo 2-3 ure konec. Je bilo pauza. Mi smo skozi govorili, da topničarji grejo na Marendo, pa so si malo vzeli prosti čas. In potem popoldne še 1-2 uri obstreljevanja ali pa po noč kakšno uro obstreljevanja. To v primerjavi s tem, kar se dogaja na vzhodni fronti, torej v Ukrajini, je neprimerljivo. Tam 24 ur na dan skozi padajo granate. Od kje imajo Rusi to orožja? To je nepojemljivo. To je res nepojemljivo. Mi smo bili recimo v bližini Bahmuta in to je recimo take stavbe, ki so tukaj, smo se skrivali v kleteh, to se vse tresali, to je vse padalo. In se pol jaz rekel, da če hočemo kaj posneti, bomo počakali, da bo to vsaj malce umiril. Pa sem mi rekel, kaj se bo umiril? Pa sam še slabš bo. Rekel, kako lahko še slabš? Pa ko pridejo še avioni, pa pridejo helikopteri, pa pridejo droni. Mislim, to ni besed, ki bi opisal grozljivost vojne tam, orožja, z večcevnimi raketometi, ko so napadli, torej, ko smo bili pri Kijevu, ta zahodni del mesta, ko so napadli, to se trese zemlja. To pade na 150 raket, pade recimo na en majhen delček mesta. In to je nepojemljivo tudi, kako psihološko to vpliva. Nekateri vojaki enostavno ne zdržijo, začnejo jecljati, začnejo se jim motnje, psihološke motnje in vi ste priča temu. Vidite, da nek človek, ki je eno uro nazaj popolnoma normalno govoril, ne more več govoriti. Začne govoriti in ne ve, kaj se dogaja z njim. Ni prestrašen, ni nič. Človeški drugače dela. In zdaj to, kar je Renato omenil ta primer, kar je grozljivo. Zdaj si predstavljate, mi smo prišli proti časi Jara, proti Bahmutu. Bahmut je bil takrat najbolj nevaren del bojišča. Vsi so nam rekli, ni šans, dovoljenja ne boste dobili. Jaz sem imel Viktor Bojko, torej bil je Ukrajinec, snemalec moj, nihče iz RTV Slovenija ni hotel z mano, nihče. Pa sem rekel, ok, se mi zdi pošteno, sem tudi rekel, nikogar ne siliti. To mora biti prostovoljna odločitev, da greste na tako bojišče. In kaj se je zgodilo? Dobil sem Ukrajinca. Ko sem odhajal iz RTV, so mi mnogi rekli, pa ne bo šel v Ukrajino, pa tam Ukrajinci so fašisti, pa veš, Rusi in Ukrajinci to, oboji so malo krivi, pa ne smeš, pa to boš ponudil neko podporo Ukrajincem, če greš kaj, pa sem se rekel, lejte, toliko časa sem že profesionalc, pa se bom lahko poročal dogodkov, ne da bi se nekaj opredelil. In ko sem šel tja, sem rekel, ok, če vi nočete, bom jaz šel sam. In sem šel res sam in sem dobil tega ukrajinskega snemalca, ki se mu moram zahvaliti, da sem sploh prišel in da sem sploh posnel, meni samemu ne bi uspel. Ta Viktor Bojko, izkušen ukrajinski snemalec, je imel najvišje povezave z načelnikom generalštaba ukrajinske vojske. Takrat je bil poveljnik general Založni. In on je njega prosil, imamo novinarja iz Slovenije, Slovenija podpira Ukrajino, takrat smo jim poslali neke tanke in tako naprej. In je rekel, dajte mu dovoljenje, da pride v Bahmut. Pa je on rekel, mi mu lahko damo dovoljenje, jaz mu lahko dam dovoljenje. Sam vi morate vedeti, da je 60% možnosti, da se iz Bahmuta nikoli več ne vrne. A je pripravljen sprejeti tak riziko? In on mene vprašal, a si pripravljen? Sem rekel, gremo. Ok, smo šli. In on nam je dal dovoljenje. In to dovoljenje na vseh vojaških točkah, kjer so zapirali vsem novinarjem, samo Sky News, CNN, AFP, francoska, mislim, da agencija in mi, 4 televizijske ekipe, so bile v tistih 14 dneh so dobile dovoljenje za pridatke. In da si boste predstavljali, mi pridemo do samega bojišča, približno
5 kilometrov stran od bojišča, že slišite, bobni, trese se, ljudje so potni, ljudje so zaskrbljeni. Vidite po njihovi neverbalni komunikaciji, da stopate v območje smrti. Vidite, kako vozila, tovornjaki vozijo. Vi ne vidite, kaj je v tovornjakih, ampak vidite, iz tovornjakov teče rdeča tekočina. Poveste, da so ranjenci ali pa da so mrtvi. Vidite črne vreče, ki jih odpeljajo. In vi veste, da je nekdo pred vami je šel na tist kraj, pa se ni vrnil. In ko smo prišli na to prvo točko, je vojak rekel, jaz vam res svetujem, ok, imate dovoljenje generala Založnija, ne jed. Fanta, vidva sta še mlada, ne jedke. In potem je Viktor Bojko in še en Ukrajinci bil zraven mene, sta mi rekla, mi dva raj ne greva. In sem se rekel, ok, fanta, fair enough, pošteno, ostanta tukaj, sem dal neprebojni opis, sem rekel, daj mi kamero, grem jaz sam, počakajta me tle, čez 2 uri pridem nazaj. In takrat, ko je Viktor rekel, ko je videl to, je rekel, če greš ti, grem tudi jaz. In potem je šel Aleksej, ki je bil zraven, rekel, če greta vidva, grem še tudi jaz. In smo vsi noter šli. Se pripeljamo po cesti, veste, so rekli, čim hitreje vozite po cesti. In oni vas gledajo z droni, vas vidijo artilerija, padajo granate. Ni bilo nevarno, ker ni direktno na nas padalo, ampak je daleč stran smo videli, recimo 50 metrov stran. Niso bili natančni. Tu in tam je padla kakšna topniška granata. Ampak nisi mogel hitro voziti, ker je bila ta cesta makadamska popolnoma preluknjena zaradi granat. Ali pa uničena vozila so bila, ki so jih zadeli zraven. In nismo mogli hitro prijeti. Ampak, ko pridemo do tja, me kličejo iz RTV-a, pa so rekli, mi bi pa danes rabili za dnevnik ali pa za Odmeve eno reportažo. Pa sem rekel, ja, se bom potrudil, bomo naredili. Ne? Ampak so rekli, prosim, zahtevamo od tebe, da posnameš tablo, kjer piše gor Bahmut. Pazite, pogledam jaz okoli, vse gori, ruševine, kakšne table, tam ni nobene table. Prav je neko prometno tablo, veste, ko pridete v Ljubljano ali pa Novo Gorico, pa imate uno tablo tam. Ne? Pa se res rekel, tle nimam kaj snemati, ker ni nič kaj tazga. Ja, naši nekateri sindikalisti dvomijo, da si tam res v Bahmutu. Se rekel, ja, najbolj, da načelnika generalštaba ukrajinske vojske vprašate, verjetno. Ja, tudi njemu ne vemo, če lahko zaupamo. Sem rekel, ok, dobro, sem rekel, bom jaz posnel ful dobre posnetke Bahmuta, pa boste sami lahko videli, da je to res na tem mestu narejeno. Prav, ja, to ni dovolj. Mi rabimo te posnetke zvečer za Odmeve, da bomo objavili in to danes. Sem rekel, poslušajte, danes ne bo šlo. Zdaj smo trije življenje tvega, da smo šli po tej cesti gor. Oni so videli, da je prometna cesta in zdaj vi pričakujete, da bom jaz v 1 uri, 2 uri vse posnel in spet po isti cesti tvegel življenje in šel naprej. So rekli, to zahtevamo, ker nujno moramo to v Odmevih objaviti. Jaz nisem vedel kaj, takrat sem naredil tudi največjo napako v življenju, ker sem rekel, ok. Sicer sem bil jezen, pa sem rekel, ok. In ko smo šli nazaj, smo na hitrco nekaj snemali, res smo najdli neko oznako Časiv jar, šli smo ven in ko so oni videli z droni, da smo šli ven, da smo se ustavili z vozilom, so začeli s stopništvom streljati na nas. Hvala Bogu, niso bili natančni, ker dosti daleč so padale granate. Ampak nam je tekel dol, mi smo bili živčni, vedeli smo, kaj se lahko zgodi. Jaz sem takrat v tistem trenutku, ne bom nikoli pozabil, da sem pomislil, mogoče sem naredil največjo napako v svojem življenju. Zato, ker je nekdo urednik v Ljubljani rekel, da to mora narediti, sem tvegal ne svoje življenje, pa tvegal življenje mojih 2 prijateljev. Kaj če jaz ne bom, če bom jaz ubil, ok, če bosta ona 2 ubita, kako bom jaz celo življenje živel, da sem zaradi nekaj reportaže v Odmevih njiju postavil v tveganje? In kako bom njunim staršem to razložil? Hvala Bogu se nič ni zgodilo. Mi smo šli nazaj po isti poti, bombardirali, torej obstreljevali so stopništvom to pot, ampak na srečo vse je bilo super. Mogli smo se pa vrniti nazaj, zato ker ni bilo dosti kakovostne internetne veze, da bi ta material v Bahmutu postali. In smo mogli iti mimo Časiv jara in Kramatorsk, to je neko večje mesto, in smo tam oddali. Jaz sem poslal ta material
in potem seveda dobil sporočilo, da v Odmevih ta material ne bo objavljen. Sem se rekel, a se vi hecate? Mi 3 ljudje smo tvegali življenje, vi pa pravite, so rekli, smo imeli druge bolj zanimive teme, neke koloradske hrošče so najdeli na Štajerskem v eni vasi, pa bomo raje tisto zgodbo objavili. Ne. Kar je najhujše in kar je Renato povedal, da ko sem jaz potem razočaran prišel domov, sem imel ekskluzivne posnetke iz Bahmuta. Intervjuje z ranjenimi vojaki, z civilisti, ki so pripovedovali o grozi tam. Te posnetki nikoli niso bili objavljeni. Obrazložitev je bila urednikov, da nimajo prostora v dnevno-informativnih oddajah, da bi kaj takega objavili. To je to. Bo nadaljevala na tvojem vojnem dopisništvu. Začel si pri nekdanjem propadlem žal dnevniku Slovenc, pisal si za Obrambo, potem si prišel na Pop TV, že v tistih 90-ih zgodnjih letih, ampak potem si delal pa za številne uveljavljene mednarodne hiše, od Reutersa, Associated Pressa do Italia Uno. Kako si prišel, kako si se izkazal v tujem svetu, ker pa vendarle niso dovolj veze in poznanstva, ampak se mora človek izkazati. Ja, to je drug svet. No, jaz sem predvsem delal v Afganistanu in drugih vojnih pomočih za Associated Press Television News. To je največja, Associated Press, največja agencija na svetu, ameriška. Tam seveda nobenega ne poznaš. Jaz moram kar odkrito povedati, ne zato, ker bi bil bolj sposoben ali pa ne vem kaj. Mi smo srečno naključje, začeli smo delati na Balkanu, imeli smo že vojne izkušnje, oni so rabili ljudi, ki so imeli vojne izkušnje, sem se pa, tako kot smo mi veliko naredili, recimo v Afganistanu je tudi, smo dobili pač neko nagrado novinarsko, tako kot smo se mi veliko, so se oni od nas dobili veliko, ker smo pač imeli izkušnje in smo lahko nek material posneli, pa neke dobre novinarske zgodbe. Moram reči, da sem se jaz veliko naučil tujcev, predvsem iz njihovega profesionalnega dela. Te zgodbe, ki sem vam jaz prej povedal, bi bile v tujini absolutno nepredstavljive. Da vi plačate 3 mlade ljudi, da grejo na bojno območje, pa ne objavite njihovega materiala, oziroma da jih namenoma postavite v možnost, da bojo izgubili svoje življenje. Za take stvari bi odstopali direktorji največjih televizijskih postaj. Pri nas absolutno nikomur ni mar. In vam povem, ko sem se vrnil celo na RTV, so marsikdo, so bili posamezniki, ki so rekli, presenečeno so rekli, ste živi, ste prišli nazaj, škoda. Tako da tega v tujini ni. V tujini se izjemno ceni, kaj znaš, znanje, izobrazba in kaj pokažeš. Ti lahko govoriš, da si najboljši novinar, da si 20 vojn na Balkanu spremljal, nič to ne šteje. Šteje to, da ti oni dajo neko nalogo, pa hočejo videti, kaj boš prinesel nazaj in kako boš to nalogo opravil, kakšna je kakovost tvojega dela. Zelo pomembno je, pa ker se mi zdi razlika med Slovenijo, pa je, da oni zelo cenijo, kako znaš ti delati v timu, kako se sodelavci razumeš, kako jim ti pomagaš, kako vsi skupaj delate za isti cilj in kako obstaja medsebojno spoštovanje v tej skupini, ne glede na to, da delaš v situacijah ali pa v območjih, kjer smo vsi pod stresom, kjer bi se lahko pobili med sabo, ekipa. Zato oni namenoma zbirajo ljudi, ki so odprti, ki so tolerantni, ki so strpni in ki poskušajo v ospredje dati kakovost dela. Pri nas se mi zdi, da verjamem, da v kakšnih medijih to je, so pa v kakšnih medijih, ki pa absolutno tega še ni. Iz tvojega časa na RTV-ju bi izpostavil en tvoj, subjektivno gledano, en zelo dober, tudi lepo umeščen v prostor in čas dokumentarec, ki si ga posnel o tako imenovani JLA, ki je rušil rekorde, ki se pa znašel v bunkerju, ki strokovno kot zgodovinar, če ga sodim,
bi mu uspel superlative, ampak šefi pa niso bili zadovoljni oziroma so ti nagajali. Veš kaj o tem? Ja, to je nepredstavljivo. Mislim, poglejte, vi morate vedeti, ne, da in kdorkoli bo šel raziskovati mal, jaz absolutno nisem politično opredeljen človek. Nikoli v življenju in nikjer ne boste najdli kakršenkoli zapis, da sem jaz kateregakoli politika kritiziral, katerokoli vlado kritiziral, katerokoli politično stranko kritiziral. Nikoli se nisem javno opredeljeval. Zato, ker mi tudi ni bilo potrebno, ker sem celo življenje delal na področju zunanje politike, v ospredje sem dajal vedno pač kakovostno delo, tudi če poročamo o zunanje političnih dogodkih, moraš vedno v iskanju resnice in poštenosti in v spoštovanju novinarskih standardov vedno predstaviti dve strani. In potem, ko vi predstavite vse vidike nekega dogodka, je pa na vas gledalcih odvisno, kako boste vi to interpretirali. Boste rekli, oseba A ima prav ali pa oseba B ima prav. Ampak to se vi odločite. Ne? Zdaj, kar je bil meni seveda pri tem JLA ali pa nasplošno šok, ko sem prišel iz komercialne televizije in tam dejansko smo poskušali na ta način delati, ker sem tudi Američani rekli, mi za Pop TV ne potrebujemo samo levih gledalcev, mi hočemo čim večji profit, mi rabimo desne in leve gledalce, mi rabimo oboje, zato želimo, da pokrivate torej vse zgodbe iz dveh vidikov. Na nacionalki je pa drugačna zgodba, ker sem prišel kot urednik dnevno informativnega programa, so me podučili, ne, mi pa ne delamo tako. Pa sem si rekel, jaz po novinarskih standardih bi mogel, ne? In so oni meni rekli, ne, mi moramo poslušati osebo A, osebo B, potem moramo pa mi iz strokovnega vidika interpretirati, kdo ima prav. Sem si rekel, čakajte, pa sem jaz v vlogi razsodnika, da jaz v bistvu svoje mnenje posredim gledalce. Jaz sem rekel, ja, to je stroka in tako naprej. Okay. In potem je prišel ta dokumentarc, ne bom zdaj govoril o imenih, v JLA zato, ker smo imeli mi neko zaposleno v televiziji Slovenija, strašno poznavalko, gospo, ki je bila tik pred penzijo, ki je delala v arhivu. In jaz sem prišel do nje, pa sem rekel, veste, jaz bi rad neke arhivske posnetke in tako naprej. In je ona meni rekla, joj, Valentin, jaz sem na tazga človeka, ki si ti, ki je neobremenjen, ponavadi pridejo k meni točno povedati, kaj hočejo. Ne? Jaz sem pa rekel, jaz bi pa rad malo raziskoval. Je rekla, jaz sem 30 let čakala na tazga človeka, ki bo prišel ne točno določeno resnico povedati, ampak kar najde, pa najde. Ne? In je rekla, jaz imam ful zanimive stvari, ki jih noben ni hotel objaviti. In mi je začela dajati nek material, sam preglejte. In jaz sem začel najdeti take izjave nore in posnetke, ki meni niso bile nič sporne, pač v tem, da je Jože Smole govoril, kako mora biti torej v nekdanji Jugoslaviji novinar, družbeno-političen delavec privržen temeljem marksizma in leninizma in tega noben ni hotel objaviti. Pa sem si rekel, ne, da bi obsojali, to so bili takrat časi, tako so jih razmišljali, zakaj bi zdaj to skrivali. Ne? Ker zdaj, če čim nekaj skrivaš, no, nisem se pa opredelil do tega in potem sem to objavil in takrat je bilo takoj in seveda objavljena je bila tudi posnetek, ki tudi ni meni hotel objaviti, posnetek našega nekdanjega predsednika Milana Kučana pa Zemljariča, ki se s Titom rokujejo. Jaz v tem nisem videl nič spornega, mislim, so bili takrat funkcionarji, pa se rokujejo, mislim, ne vidim niti slabega, niti dobrega v tem, nič, ne. Ampak jaz sem to objavil, naivno, seveda misleč, da pač to je zgodovina, ne. So takoj me poklicali na sestanek, so rekli, to pa ni v redu, tako se pa ne dela pri nam, ne. In sem rekel, ja, nisem vedel, nisem bil jaz obveščen o tem, kako se dela pri vam. In so mi rekli, ja, veste, noben vam tam nareče, to je narobe ali pa to ste narobe naredili, ampak rečejo, kršil si avtorske pravice. Sem rekel, kakšne avtorske? Najdem vam nekaj čist redga. Pa sem rekel, kako se imamo vse ves material od RTV, ne, v tej dokumentarcu, ne. In so rekli, ja, veš, ampak si ful objavljal posnetke o jugoslovanski ljudski armadi iz 50. in 60. let.
In zato nimamo urejene avtorske pravice, ker teh posnetkov ni naredila RTV Ljubljana takrat, ampak je Jugoslovanska ljudska armada in ti bi mogel dobiti dovoljenje od Jugoslovanske ljudske armade, da lahko to objaviš. Pa se rekel, čakajte malo, Jugoslovanske ljudske armade že par desetletij ni več, ne vem koga bi, plus tega je bila pa Jugoslovanska ljudska armada, glih toliko slovenska, kakor hrvaška ali pa srbska, mislim, jaz ne vem koga bi mogel, ne, so rekli, imaš naslednike Jugoslovanske ljudske armade. Sem rekel, ja, no to bi pa res zanima me, kdo so ti nasledniki. Sem rekel, srpska vojska. Ti moraš v Beograd zaprositi avtorske pravice, da ti, to je bilo potem, ko je bila že imitirana vdaja, in potem so ljudje začeli gledati na internetu in so internetu to umaknili vdajo. Češ zaradi kršenja avtorskih pravic. Ne. In so rekli, ja, ti bi mogel to v Beograd pisati. Komu ne zdaj v Beograd pišem? Ne vem, generalu Rašeti, ali ne vem, Kadijević je itak, mislim, da je takrat, ne vem, a je že umrl, ali ne. Sem rekel, pa to je nonsens, to je popoln nonsens. Sem rekel, a je kdo zahteval, da moramo mi urediti te? A je kdo od generalov Jugoslovanske vojske? In so rekli, ja, pa še eno pripombo imamo zate. Pa sem rekel, kakšno? Ni bilo prav, da si ti delal dokumentarc o Jugoslovanski ljudski armadi. Sem rekel, zakaj pa zdaj to ne? Ja, ti si kompromitirana oseba. Sem rekel, kako sem jaz lahko kompromitirana? Pa pravi, ja, ti si bil v teritorialni obrambi leta 1991, ti se boril proti Jugoslovanski ljudski armadi. Sem rekel, ja, res je, ja. Sem rekel, ja, torej ti ne moreš biti objektiven, ne moreš objektiven dokumentarc narediti Jugoslovanski. Torej, govorim zgodbe, ki so mene šokirale, ki sploh ne morem razumeti. Valentin, izpadejo kot legende, kot neke zgodbice za lahko noč. Ampak vendarle, ti si izkusil privatno televizijo in javno državno, ki jo vsi plačujemo. Kakšna je tu razlika, oziroma bom drugače zastavil vprašanje, kako je po tvojem mogoče, da se to dogaja zdaj v državi, ki je demokratična, saj nominalno, in pa je članica vendarle Evropske unije. Kako je to mogoče? To je nepredstavljivo in jaz nekega zadovoljivega odgovora vsekakor nimam, lahko pa domnevam, da moram vam reči seveda, da na Pop TV-u, ne glede na to, kakršno mnenje imamo lahko v poročanju Pop TV-a, da se tam vendarle, vsaj v tistem času, ko sem jaz bil tam, so se spoštovali novinarski standardi, ne zato, ker bi bil Pop TV, ker smo mi uredniki bili na Pop TV-u bolj humani, pa smo mislili, ja, moramo pošteno poročanje zagotoviti novinarsko, ne, ampak izključno iz profita, ker smo hoteli pokriti obe dve strani, da dobiš čim več gledalcev. Na nacionalki se mi pa zdi iz historičnega aspekta, vi morate vedeti, da je desetletja bila ta pod drugim režimom, torej ne pod demokratičnim režimom. In 91. leta vsi uredniki, vsi novinari z miselnostjo, ki so jo takrat imeli, so ostali. Na Pop TV-u smo bili vsi mladi novinari, ki nismo bili vzgajani novinari v prejšnji državi. Nam se je zdelo normalno, da vprašamo to stran in vprašamo uno stran. Nismo videli nič kaj tazga. Medtem ko na nacionalki so bili pa desetletja vzgajani, da vam nekdo od zgoraj pove, koga je treba vprašati, pa kako je treba določene dogodke razumeti. Jaz vam sam povem en primer, ki meni, jaz sem mislil, mogoče ima malo paranojo, pa so poklicali iz nacionalke dva novinarja BBC urednika, da nam svetujejo, kako izboljšati program, bolj gledljiv narediti. In ta dva urednika sta skozi bila z mano, mi smo se družili, jaz sem bil takrat urednik dnevno-informativnega programa, in sta ona dva pa 4 dneh gledanja našega dnevnika rekla, pa pogovorov z našimi uredniki, vprašali so jih, to nam nikoli pozabil, imate predsednik Türk, ki je bil takrat, in je šel v Kazahstan na pogovor. In takrat je bila velika zgodba, vsi svetovni mediji so poročali, da Kazahstan ali Turkmenistan, nisem točno ne vem, da krši temeljne človekove pravice. BBC je poročal, CNN je poročal, mi lih takrat, naš predsednik gre, in so pa ta dva BBC-evca sta rekla, pa če že imate tam človeka, pa to, daj vprašajte predsednika, ki bo tiskovna konferenca Kazahstana, kako odgovarja na te obtožbe
javnost CNN-a, BBC-a in tako, pa boste imeli ekskluzivo, ne? In je bila ta tiskovna konferenca, naši niso nič vprašali. Pa so oni mene, BBC-ovca, sta mene vprašala, pa zakaj vaši niste vprašali, ker so bili edini novinarji tam. In so naši uredniki mi razložili, ni državotvorno, da mi sprašujemo predsednika, ki gosti v prijateljskem ozračju našega predsednika, da mu postavljamo neprijetna vprašanja. Vi bi mogli videti izraz teh dveh BBC-evcev. Bulla sta rekla, pa kaj zdaj, smo prišli v Romunijo leta 88 ali kaj. In sta po 2 mesecih zapustila, odšla sta. Torej, mislim, da gre za neke vzorce iz preteklosti, ki se nadaljujejo z generacijo v generacijo, da ne razumejo, kaj so novinarski standardi, da ne razumejo, da ne gre za upoštevanje novinarske etike in da ne uveljavljajo tudi novinarji dosledno demokratičnih standardov, ki so pluralizem, spoštovanje do drugačnih mislečih. Jaz mislim, da to nas krepi, da ne razmišljamo vsi enako, da imamo različne poglede, ampak se moramo poslušati. In kadar vi tega ne sprejemate, ne dovolite različnih mnenj, ampak vi forsirate neko mnenje, ker so meni že dostikrat recimo, kar sem bil najbolj šokiran, smo mi rekli, naša naloga je, da mi informiramo ljudstvo in da mi jim razložimo, ker ljudje so neumni, mi jim moramo razložiti, kako si naj razlagajo določene situacije. To so bile stvari, ki so bile meni povsem tuje in so še danes povsem tuje. Iz kar nekaj let si kot urednik spremljal nastajanje nekaterih najbolj gledanih oddaj na nacionalki, recimo Odmevov. Ali lahko z nami deliš kakšno izkušnjo, kakšne izkušnje, kako pravzaprav nastaja ta oddaja v ozadju? Kakšni so tukaj novinarski standardi? Kakšno je tukaj dejansko participiranje samih novinarjev in potem njihovih predpostavljenih torej urednikov? Jaz mislim, da je torej problem, recimo tukaj lahko vidimo takoj primerjava 2 izkušenj. V komercialni televiziji Pop TV so imeli uredniki zelo veliko avtonomijo, to se pravi, jaz kot urednik, če sem bil za 24 ur pa 24 ur zvečer, sem imel absolutno svobodo, da sem oblikoval, pa formuliral večerno news oddajo tako, kakor sem pač jaz ocenil za svojimi novinarji, sodelavci. Medtem ko na televiziji je popolnoma drug princip dela, torej izjemno hierarhično, odgovorni urednik, ki ga seveda nekako v konsenzu postavlja tudi direktor televizije pa sami veste, torej jaz sem bil napaka v sistemu, da sem sploh postal urednik za pol leta Televizije Slovenija, ampak večinoma so uredniki bili nekako s konsenzom politike zbrani in kadar vidite, da je ta politična linija sega tudi do urednikov, odgovornega urednika, je potem sporno, da ta odgovorni urednik ključno oblikuje tudi informativne oddaje. In kar jaz vidim problem javne televizije je to, da jo vendarle vsi plačujemo in da od njih kot od medija, vseh medijev v Sloveniji, bi od njih pričakovali dosledno spoštovanje novinarskih standardov in novinarske etike. Pa žal temu ni tako. Namreč zaradi obveznosti do davkoplačevalcev, mi moramo plačevati televizijo in potem zato upravičeno zahtevamo, da dobimo kakovostne storitve. Jaz vam povem, jaz bi vam lahko iz prve roke govoril številne primere, kako sem bil priča na sestankih, kjer se je sistematično izbirali goste samo iz ene opcije, kako se je tudi spreminjalo zgodbe, recimo, vam lepo povem, recimo, vi ste skupina A, vi ste skupina B. Imate recimo o nekem, in recimo vi predlagate, da se tale dvorana pobarva v rumeno barvo, vi predlagate, da ostane takšna, kakršna je. In kaj se je delalo pri nam? Seveda mi smo predstavili zdaj zaradi protestov vaše mnenje in vaše mnenje. Potem smo pa pripeljali strokovnjaka, ki bo povedal, kdo ima prav.
Zdaj, mi smo se odločili, da imate vi prav. Ne? Zdaj, mi kot stroka novinarska smo se odločili v Odmevih, da imate vi prav. Zdaj, kako najdeti strokovnjaka? In smo toliko časa se klicali po telefonu, da smo najdeli strokovnjaka, ki res vašo stran pokriva. In pa smo objavili tega strokovnjaka, kako govori, da je treba rumeno to dvorano pokriti. In smo rekli, poglejte, stroka podpira vas. Ne? Torej, vi ste popolnoma v napačni smeri. Ne? Nismo pa seveda povedali, da nam je prej 5 strokovnjakov po telefonu rekli, ne, to pa mi nismo za to stran. Ne. In tle vam bom jaz povedal, splošen mit je, da je politika tista, ki neposredno pritiska na urednike ali pa novinarje. Pa iz mojih izkušenj moram biti pošten, jaz tega nisem videl. Bolj velja to, pa to so zdaj, bom rekel, domneve, to bi dejansko mogli znanstveno nekako dokazati, da ima novinarska elita določeno politično prepričanje in bo naredila vse, da poskuša, da se to politično prepričanje praktično prikaže v javnosti kot edino pravo, kar je seveda skregano in z novinarskimi standardi in novinarskimi etiki, ker vi morate vedeti, da ta novinarska elita, ki dela, ki producira te informativne oddaje, ni zbrana od ljudstva. Koga oni zastopajo? Jaz sem dostikrat na sestankih rekel, so rekli, ne, ta politična stranka ima prav. So rekel, kdo ste vi? Kdo ste vi? Kdo smo mi, novinari? Da govorimo, kdo ima prav, kdo ne. Vi dajte to informacijo na televizijo, pa si pa ne ljudje sami odločijo, kdo ima prav in kdo ne. A ne, ljudstvo ne sme zaupati. Ne? Jaz sem rekel, ja, tako so 45 leta govorili. Ne morate tako govoriti, naj si ljudje sami ustvarijo mnenje. In to sta tudi ta dva kolega iz BBC-ja rekla. Ampak to je vse padlo v vodo, zato ker so neki trdno zasidrani vzorci. Nima to toliko vpliva, bom rekel, povezane s politiko, kakor je s popolnim pomanjkanjem in odsotnosti neke demokratične kulture. Ne vem, če verjameš, midva kramljava že skoraj 1 uro. Prej, ko dava spoštovanim gospem in gospodom besedo, da kaj povprašajo, bova malo pokopala simbolno tvoje vojno dopisništvo in novinarsko delo. Zdaj na stara mlada leta, si sva isto stara, si postal profesor. Delaš študenti, ampak zlasti me zanima, me pritegne en tvoj projekt, ki dejansko spremlja slovensko poročanje oziroma poročanje slovenskih medijev. Projekt še ni končan, ampak Valentin, lahko vseeno par drobcev iz teh tvojih, recimo, prvih empiričnih opažanj predstaviš ekskluzivno na današnjem večeru? Gre predvsem za to, da mi s skupino 60 ljudi poskušamo v dobri veri, kako izboljšati recimo ta medijski prostor, kje so prednosti slovenskega medijskega prostora ali pa kje so šibke točke, poskušamo nekako analizirati, empirično analizirati, kaj se dogaja. In dejstvo je, resno, gledajte, to je zanimivo, ne? Vi od osamosvojitve, pa tudi še prej, nimate nobene kvalitetne, kvalitativne, kvantitativne raziskave, da bi se naši strokovnjaki medijski zelo podrobno ukvarjali, kako poročajo slovenski mediji. Ne? Ker je to pač nekako nezaželeno. In prvo, kar se opazi, ampak to so spet od domneve, to bojo dejansko mogli potem rezultati potrditi, prvo, kar se nakazuje, je, da mi o pluralnosti slovenskega medijskega prostora preprosto ne moremo govoriti. Vam povem en podatek, analizirali smo 10 največjih, dobili smo vse podatke o branosti, poslušanosti, gledanosti slovenskih medijev in smo ugotovili, da v Sloveniji obstaja vsega skupaj v razvid medijev je upisano, mislim, da v Sloveniji 2000 medijev. In bi zdaj vi rekli, wow, to zdaj bi vsak od nas nekako zaključil, to je pa kar veliko, no, imamo kar veliko na izbiro in veliko pluralnosti medijev. Ampak roko na srce, pa smo pa šli gledati, kakšen je pa vpliv teh medijev, kakšen je doseg, koliko ljudi dejansko v teh medijev 2000 spremlja. In pridete do rezultata, kar je merodajno,
da je samo 10 medijev v Sloveniji, ki ima več kot 100.000 gledalcev ali pa bralcev. Samo 10. In od teh 10 ni niti enega medija, ki bi pripravljal v desni ali pa desno-sredinski politični usmeritvi. Niti enega medija. Torej, daleč najbolj, če rečemo zdaj iz današnje perspektive, opozicijski medij je Nova 24, ki ima 80.000 gledalcev. 8.000 bralcev, torej spletni del. Ne, televizija ima še manj. Kar pomeni, da vseh 10 največjih slovenskih medijev ni desno-sredinskih. Ne. Kar je pa zelo unikatno, jaz mislim, da v Evropi ne obstaja niti ene same države, ki bi imela takšno neuravnovesje. Ne. Ker vi morate vedeti, ko sem jaz govoril o novinarski etiki in novinarskih standardih, to, da je nekdo opredeljen kot desno-sredinski medij ali pa levo-sredinski medij, ni popolnoma nič narobe. To ni v nasprotju z novinarskimi standardi, niti z novinarsko etiko. Pravica vsakega lastnika je, da ima neko opredelitev nek medij. Razen javni mediji bi mogli biti nevtralni. Ne? Problem je, da če vi spoštujete novinarske standarde ali pa novinarske etike, bi ne glede na to, da je nek medij desno-sredinski ali pa levo-sredinski, mogel ljudem predstaviti informacije z ene in z druge strani, podatke za in kontra. Potem pa lahko dajejo svoje interpretacije, svoje kolumne, svoje komentarje, kjer oni zagovarjajo samo eno stvar. Tako da tukaj jaz mislim, da je iz vidika standardov, etike in pa pluralnosti, da je slovenski medijski prostor zelo, zelo v resni krizi. Glej, posvetila sva večer temu, kaj je bilo. Kaj je, konec koncev sva oba zgodovinarja, ti si še sociolog. Torej, kaj bi morali pa narediti mi vsi, posamezniki in tudi stroka, da bi se stvari izboljšale, spremenile. Renato, bravo, hvala lepa za to vprašanje. Jaz mislim, da je pa to res, moram reči, eno najbolj zanimivih vprašanj. Noben me tega ne vpraša in se mi zdi, da sem zelo hvaležen. Hvaležen zato, ker sem tem že razmišljal in vas bo presenetilo, jaz dejansko nimam odgovora. Večina ljudi, tudi zdaj na zadnje, Renato, tam so se srečala na srečanje v Dragi slovenskih izobražencev, smo se o tem pogovarjali. In jaz sem takrat rekel, kar je zbrane kar malo presenetilo. Večina je v debati, ki je sledila koncu razprave, reklo, pa je prav, da človek pove svoje mnenje, da se postavi za neko idejo, da poveš, da to ni prav. Pa sem pa jaz razmišljal in sem jim rekel, glejte, jaz sem bil tisti, ki sem rekel, to pa to ni prav. Z mano so bili še neki kolegi, ki so rekli, to pa ni prav. In kaj se je zgodilo? Ostali smo brez službe. Meni so rekli, ti delaš na RTV-u, ti lahko vse poveš. To je državna firma, do konca življenja boš tam zaposlen. Se ni zgodilo v zgodovini, da bi kdo izgubil iz službe. Jaz sem izgubil, pa še številni moji kolegi. Ostali smo na cesti, jaz danes nimam redne službe. In je tudi ne moram dobiti v novinarstvu, ker so vsi rekli, joj, veš, to pa, zdaj so taki časi, da lih ni dober. Kaj pa tvoji kolegi na Pop TV-ju bivši? Ostali so brez službe. Končno šli so ven iz medijev, nehali so delati to, kar so celo življenje delali. Prosti, vendar si se izkazal na Pop TV-ju, si Pop TV ponesel v svet s tvojimi vojnimi reportažami. A te ne bi vzel v Pop TV nazaj? Renato, ne bi rad komentiral tega, ampak dejansko so vsi pač rekli, ja, nimamo delovnih mest. Dejstvo je predvsem tem, veste, ljudje, ki so bili takrat z mano, pa so tudi izgubili službe, oni morajo plačati položnice, oni imajo kredite za stanovanje, imajo otroke doma. In so vsi meni rekli, kaj če narediti? Zato, ker sem pameten. In lekcija vsem, in to so meni tudi na RTV-u, je ena kolegica rekla, veš, to, da si ti izgubil službo, je lekcija vsem drugim, vsem nam. Bod pameten, pa dviguj glavo. Boš končal na cesti, pa da vidimo, koliko si junak. Ne samo, da končaš na cesti, to je še najmanjši problem. Druge službe ne moreš dobiti.
Seveda, razen če se prekvalificiraš, pa greš ven iz novinarstva. Ampak če greš ven iz novinarstva, so tisti, ki so te spravili v službo, veseli, dosegli so svoj cilj. Odstranili smo iz novinarskega ceha moteče elemente. In zdaj pol, Renato, to, kar si ti meni spraševal, ne znam biti pameten, res ne vem. Lahko dvignete glas, če imate to ekonomsko zaledje, ampak si mislim, drugače pa konsekvenca pa temu je, da si lahko ob službo, da danes moramo paziti, kaj govorimo. A si predstavljate, v kakšni demokratični državi? Jaz sem predsednici države rekel, je bila na Dragi tudi ona tam. Predsednici države sem rekel, poslušajte, na RTV so meni ljudje govorili, vas, ki ste izgubili službo, bi mogli pelati na dvorišče na RTV in šus v glavo. To so novinarji, javni službenci so mi to govorili. Take, da ne govorim o tem, kolikrat sem slišal o enih une krščanarje, to je treba vse pobiti. Kakšno politično sovraštvo. In mi smo mislili, ne si misliti, nikoli več ni možno državljanske vojne v Sloveniji. To smo pri zgodovini smo se učili tega, pa smo rekli, zdaj smo se pa ogromno naučili, zdaj pa psihopate imate še vedno v vsakem narodu in še vedno danes živijo. Jaz osebno poznam tudi posameznega politika, ki je prišel k meni v Odmeve in je rekel stvar o pobijanju, da se je meni naježila koža. In sem rekel, to je človek, ki ga je ljudstvo izbralo na funkcijo, da vam predstavlja najvišje vrhe države. In so naklonjeni pobijanju, naklonjeni političnim sovražnikom. In to, kar sem videl, kako se stvar spremeni lahko na Balkanu, stvari v Ukrajini, ne si misliti, da se to ne more ponoviti v Sloveniji. In to je največja žalost. In zaključam, številne fante, številne ljudi poznam, ki so stari 30 let, 40 let in vidijo, kaj se dogaja, cvet slovenskega naroda, vaši vnuki, vaši sinovi, pravijo, ma grem jaz v tujino. Slovenija je super, bom prihodil kot turist na obiske. Jaz v taki državi ne bom živel. Če moj sin mi reče, ki je v Ameriki, je rekel, kam jaz v Slovenijo hodil, zato, ker bom nekaj narobe rekel in tako naprej bom mogel paziti, kaj govorim. Po kakšni državi živimo in jaz sem se boril, mi smo se vsi borili za osamosvojitev Slovenije, za demokratizacijo, za lepo prihodnost, za strpnost, za sožitje med različnimi Slovenci. Na konec meni rečejo, da sem nekredibilen zaradi tega in izgubim službo. In potem si rečem, za koga sem se boril? Za koga? Ma naivni smo bili. Žal mi je tega reči. Vem, da boste nekateri šokirani zaradi tega. Zaradi tega, ker mi rečejo, da bi zdajle vojna za Slovenijo izbruhnila. In mi je rekel en fant študent, je rekel, za koga sem jaz boril? Za Goloba? Za to stranko? Za uno stranko? Ne vidijo več domovine, ne vidijo več skupnega interesa, sočutja do ljudi. In potem si mislim, kakšna prihodnost ima naša domovina, kakšna ima, jaz ne najdem odgovorov, res ne najdem odgovorov in bi bil tudi o tem, kar sem govoril, o strahovitem političnem sovraštvu, ki tli spodaj, ki poznam recimo na RTV-u, poznam 10-15 ljudi, ki bi prvi zgrabili službe, puške, pa bi bili, pa ste na javnem mediju, ki bi pobijali ljudi. Pa si misliš, pa kakšni okolici, v kakšnem svetu živijo. In te ljudje ne bojo prišli do izraza, zdaj. Ampak da pride do neke svetovne vojne. Tudi leta 1945 se ne bi zgodil množično pobijanje, ne glede na to, kdo je bil kriv, kdo ne. Ampak da brez sojenja to 100 000 ljudi pobiješ. Se ne bi to zgodil, če ne bi prišlo do druge svetovne vojne. In če tukaj pride, verjemite mi, psihopati ene, druge, tretje strani, vedno kaos izkoristijo za svoje, da sami pridejo na oblast ali pa da sami si naredijo moč in vpliv. In takrat je potem problem, tako da jaz dejansko ne najdem odgovora. Spoštovane, spoštovani, to je bil dr. Valentin Areh. Zdaj veste, zakaj je bilo lepo hoditi v Ljubljano, študirati, se srečevati s takimi ljudmi. Hvala, da si podelil današnji večer z nami. Zdaj pa, če ima kdo kakšno vprašanje, beseda je vaša. Prosimo za vprašanja našemu gostu.
bomo vzeli še 2-3 vprašanja, potem pa morda še kaj zunaj ob kozarčku neformalno. Jaz se vam še preden postavite vprašanje, se vam res upravičujem zaradi tega, ker to sem tudi v Dragi rekel. Večinoma so govorniki optimistični, rečejo vse je super, pa kaj je bila predsednica države, rekla pa dajmo govoriti, kako je fajn v naši Sloveniji, pa vse demokratizaciji. Jaz tega, kar sem vam zdajle govoril, nisem z namenom, da bi slikal vse črno, da bi rekel, da ni rešitve, da bodimo obupni, dvignemo roko, da smo defetisti. Ne, jaz sem z drugim namenom to govorim. Govorim to z namenom, da se ustavimo in pomislimo, v kakšnem svetu živimo. In je nepredstavljiv, res je nepredstavljiv, ker stvari, ki jih jaz govorim, ki sem slišal od najvišjih politikov, mi večina ljudi ne verjame, da je to sploh možno. Tuji novinarji mi ne verjamejo, da so me nezakonito vrgali iz Televizije Slovenija in mi ponudili službo začetnika. Sem rekel, pa to ne verjamemo, to si malo izmišljuješ. Sem rekel, pa preberite na medijih, se to je vse posod objavljeno. Jaz vam lahko sodbo sodišča. Ne morejo verjeti, da se kaj takega dogaja. Ja. Dej. Sem presenečena, kaj se dogaja med novinarji. Danes nekaj vemo, ampak kar ste povedali, je prav grozljivo. Me pa zanima, kako vi gledate novinarstvo na BBC-ju danes, kar beremo, tudi tam nimajo prav v redu situacijo, ne, lažejo, prikazujejo zadeve drugače, kot se je zgodile. Glejte, jaz mislim, da nikoli ni novinar popoln. Nikoli od nas noben ni popoln. Kdor dela, dela napake. Ne? In nikoli ni bilo obdobja, če govorimo o tej moderni zgodovini, sodobni zgodovini, da bi bil nek medij popolnoma v zlatih črkah in da ne bi niti ene napake naredil. Dogajajo se napake, včasih se napake v medijih dogajajo nezavestno, torej ne hote, da ne preveriš dobro informacij, da mogoče kakšnemu viru verjameš, ki je zanesljiv, pa te prinese okoli in tako naprej. Včasih imate tudi med novinarji politične aktiviste, ki za širjenje svoje agente namenoma manipulirajo, namenoma lažejo, namenoma obnavljajo lažne novice, ampak vam povem, to ni nič novega in to je sestavni del človeške duše. Vsi ljudje smo si drugačni, eni so bolj pošteni, drugi so manj pošteni. Pomembno seveda je, in tudi ni demokracije, ki bi bila popolna. Vedno imamo lahko neke probleme. Pomembno je, da demokratični sistem, in v tem primeru seveda medij, da deluje v smislu, da prepozna in identificira takšne napake, da jih ustrezno sankcionira. Poglejte, BBC. Odletel je generalni direktor zaradi popolne ponaredil so Trumpovo izjavo. In novinar, ki je delal to in tako naprej. A mislite, da bi se pri nam to zgodilo? Tega ni šans. Pri nam, veste, kaj bi bilo pri nam? Pri nam bi, če bi pri RTV-ju se to zgodilo, bi RTV naslednji dan dal, da ne sprejemajo kritike in da je to napad na novinarsko in uredniško avtonomijo. To bi bil odgovor. Kar pomeni, da problemi demokratična kultura, napake vedno bojo, novinarji nismo popolni, nikoli niso bili popolni, tudi jaz sem kdaj kakšno napako naredil, ampak sem jo takoj poskušal popraviti, oziroma jaz srečo nisem imel direktno, da bi vsaj nikoli, tudi noben mi ni dokazal, da bi jaz objavil kakšne napačne informacije, ampak ne morem pa 100% izključiti, absolutne resnice ni. So napake, ampak mi moramo v njih se pogovarjati, se moramo v njih jih prepoznati in poskušati narediti vse, da do takih napak ne pride. Kako vprašanje mogoče? Dober večer. Glede vašega delovanja v bivši Jugoslaviji med vojno,
Zdaj ne znam točno če je prišel ven ta škandal med vojno ali potem ali kasneje, vendar je prišlo ven, da so bili določeni odnosi in določeno poslovanje med sinom predsednika Tudjmana in italijanskega kriminalca Felice Maniero, ki je iz Veneta, ki sta si trgovala orožje. Ne vem, če veste kaj glede tega. Ja, se upravičujem, jaz res ne vem za to informacijo. Je pa veliko stvari prišlo zlasti v času haaškega sojenja, torej stvari, katere mi absolutno nismo vedeli, to se pravi, da se je v Bosni so sistematično srpske vasi oboroževale, da se je srpsko prebivalstvo že oktobra, novembra 91. leta, se pravi par mesecev pred sploh izbruhom vojne, da se je dezinformacije, jugoslovanska vojska širila, ker, a veste, to pa vam moram povedati in to skozi govorim, dejansko Srbi kot ljudje jih ne moramo obsoditi, da so Srbi krivi za vojno, ali pa Hrvati, kriva je bila elita, njihova elita in mediji. Jaz se dobro spomnim takrat, ker smo imeli v Kninski krajini tudi priliko gledati srbske medije. Nam so, recimo, zanimiv podatek, v jugoslovanski ljudski armadi so nam prepovedali, v Bihaću smo lahko lovili mal TV dnevnik, TV Slovenija, pa hrvaški dnevnik. In so nam vojakom prepovedali gledati slovenski pa hrvaški dnevnik, televizijski, da smo mogli gledati ali TV Sarajevo ali pa TV Beograd. Kar pomeni, in seveda, ker smo gledali TV Beograd, to je bila sama propaganda, to je bilo Milošević, Bog in tako naprej, in vse ima prav, kar skozi se on odloči. In kako so oni sistematično ljudi zavedli, da se počutili ogroženi, da so potem šli v vojno, in večina ljudi, ki ima doma ima službo, ima otroke, nočejo v vojno. In to isto je bilo v tem, danes noben ne govori, vsi pravijo, hrvaški Srbi so se uprli pa so začeli vojno. Ma ni bilo tako, hrvaški Srbi v unih vaseh nobenih hotel vojne. Hoteli so jih 100-150 ljudi, kriminalcev, bom rekel, prenapetečih, psihopatov in pa seveda tista Martićeva elita, pa torej kot šef kninske policijske postaje, ker je bil direktno zaposlen kot agent srbske službe državne varnosti in dobival tudi navodila. In Rašković, če se spomnite, on je bil prvi voditelj hrvaških Srbov, je nasprotoval Martiću, je rekel, pa dobro, hočemo avtonomijo, ampak nočemo lih vojne. In so Raškovića čez noč v Beogradu odrezali. Se pravi, hočem vam povedati, da mediji oblikujejo neko namišljeno, imaginarno resnico, ki jo mi gledamo in potem, če vsak dan eno leto to gledamo, si mislimo, wow, to je pa res grozen, ker nimamo alternativnih virov informacij. In Balkan je res tragična zgodba, ne vem, ta podatek, ki ste vi dali, mi ni znan, ne vem pa, torej, tu sem v tej oddaji, imel sem tudi en dokumentarc o Radovanu Karadžiću, kjer sem iz Haaga objavil telefonske pogovore med Radovanom Karadžićem in Miloševićem in Mladićem generalom, ker so se oni odkrito še pred vojno pogovarjali, kako si bojo razdelili orožje, kako bojo napadli Hrvate in Bošnjake. A istočasno, to bodite pozorni, istočasno so na televizijah govorili, mi smo za bratstvo in enotnost, smo za strpnost, bojte se ljudi, ki vam danes, in jaz jih poznam osebno, ljudi, ki bojo v javnosti govorili, mi smo za demokracijo, mi smo za strpnost, za spoštovanje različnih pogledov in tako naprej. Ko se pa dobimo na hodniku, vam bojo pa rekli, a si videl une, kaj so sprašvali? Ma pobiti jih je treba, vse. Tako da to je, pač taka je narava človeška. Meni je samo žal ljudje, ki so pošteni, ki tudi pošteno razmišljajo. Nekako se mi zdi, da večina v nas je, da si misliš, pa sej večina ljudi je poštenih. Saj to drži, ampak je pa 10% ljudi, in se mi zdi, da ta procent vedno bolj naraste, ki pa nima nobenih zavor v tej svoji sovražnosti do drugih ljudi. Pa še eno vprašanje. Še zadnje.
Ne. Kdo? Kjer? Goste na odmevih. Kdo izbira? Goste, ja, goste v odmevih, aha. Jaz vam lahko povem, ne vem, kako je zdaj, lahko vam pa danes povem, kako je takrat bila, ko sem jaz bil. Jaz sem predlagal, vam povem zelo en specifičen primer, ki vam bo odkril, ki je primer za vse druge, kako se izbira, kdo predlaga goste. Na jutranjem sestanku, jaz kot urednik Odmevov, je bila takrat, se spomnim, 100. obletnica Janševe vlade, torej po epidemiji covida, in smo rekli, bi bilo fajn, zdaj je 100 dni Janševe vlade, da damo 2 analitika v studio, pa da pokomentirata, ne vem, iz leve in z desne strani, slabe strani Janševe vlade, pozitivne, karkoli pač vidijo. Ne? In so se vsi uredniki z mano strinjali. Seveda na tem sestanku je vedno odgovorna urednica, ki potem pove, a je to prav ali ni prav, in vsi so se strinjali. Pa sem pa jaz rekel, jaz kot urednik Odmevov predlagam, da damo enega iz leve in enega iz desne. Pa sem rekel, to pa ne bo tako šlo, ne? Ni pomembno, a iz leve ali desne, važno je, kdo ima nekaj zapovedati. Ne? In karkoli vi načeloma in kaj so mi naredili, ne? Pol je potem urednik dnevno-informativnega programa rekel, ti bomo mi zrihtali goste. Pa sem rekel, se lahko jaz sam ljudi pokličem, analitike iz ene in iz druge strani. Ne, bomo kar mi to prevzeli. In potem so mi pripeljali 2 gosta in oba 2 gosta sta kritizirala Janševo vlado. Zdaj, glejte, jaz nimam nič proti temu, da gostite gosta, kjer kritizira Janševo vlado. Ampak mislim, da je pošteno, da date pa nekoga, ki drugače misli. Potem pa vi kot gledalci si ustvarite mnenje, ta ima prav, ne, ta ima prav. Ali pa mogoče malo ima prav en, malo ima prav drug in tako naprej. Ne? Tega ni, to se pravi sistem odločanja, procesi odločanja so taki, da načeloma urednik oddaje predlaga, ampak nad sabo ima še druge urednike, ki mu lahko sugerirajo, ne, to pa to ne boš dal, ali celo voditelj. Zgodilo se je tudi meni to, da sem jaz rekel voditelju, ta pa ta gost bo prišel v oddajo, 2, en iz leve in iz desne, pa mi je rekel voditelj, ne, jaz ne bom imel teh v studiu, sem že jaz poklical voditelje, goste, bom jaz to zrihtal. Pa sem rekel, zdaj, kdo je zdaj urednik? A si ti, a sem jaz, ne vem. In takrat, dostikrat sem imel moralno dilemo, kako se lahko podpišem pod oddajo, ki jo sploh sam ne sestavljam. Ampak so rekli, to je po zakonu, mora se podpisati in tako naprej. In seveda, takrat sem si mislil še, bož, da sem tih, imam vsaj službo. Pa ker nisem bil več tih, pa nisem imel več službe. Po druga ura je menila, kot bi trenil. Jaz bi se današnjemu gostu, dr. Valentinu Arehu, ki se je posebej zaradi nas pripeljal iz Ljubljane, bi se mu lepo zahvalil, bi ga povabil, da ostane še kakšno minuto z nami, zunaj, kot vedno, je manjša pogostitev. Lahko kaj neformalno rečemo, ga kaj povprašate. Sicer pa, Valentin, želim ti, da bi ostal še dolgo časa živ, radoživ, zdrav, radoživ in pa zvedavo prijazen. Ti si bil vedno zvedavo prijazen in vedno je bil pravi užitek s tabo pokemljati. Torej, naj to te še vedno krasi naprej. Želim ti, da bi uspešno unovčil odškodnino, ki ti jo je sodišče prisodilo in ti jo bo izplačala nacionalna televizija, beri davkoplačevalci. Želim ti pa tudi še veliko ustvarjalnih oddaj. Znanja, kot ste videli, ima veliko, izkušenj še več, delo s študenti te veseli, si zelo poslušljiv, torej srečno pot v Ljubljano, hvala za obisk na Goriškem in predvsem vsem skupaj lep večer. Najlepše. Najlepša hvala.
Najlepša hvala za te besede. Jaz bi še, ko si omenil študente, bi rad samo povedal, da je tak užitek z njimi, z mladimi, neobremenjenimi ljudmi delati, predvsem zaradi tega, in jaz, vam bojo sami študenti povedali, jaz jih spodbujam, mislite svojo glavo. Bom zelo vesel tudi izjave, gospod profesor, jaz se pa z vami ne strinjam. Samo argumentirajte mi to. Ne nekaj na pamet, ampak najdite argument in bom vesel kogarkoli, ali z leve, z desne, iz sredine, iz zgoraj, dolej. Razmišljite se svojo glavo, bodite pošteni do drugih in odločajte se na osnovi dejstev, ne na osnovi ideologij. Ne? In ob tem se seveda, Renato, hvala lepa, se res zahvaljujem tudi vam, se iskreno zahvaljujem, da ste si našli čas za ta večer in mi je bilo res prijetno in se biti tukaj z vami.